pokrite teh belih sivih lis. Lepo pozdravljam Optik-Tel, d.o.o. So skupaj z GVO, d.o.o. se prijavili na razpis Goša 6. Mi že to veliko let čakamo, to je bil še Junckerjev projekt. Takrat je bilo rečeno, da kjerkoli na deželi je elektrika do hiše, da bojo dobili ta širokopasovni internet z dosti visoko močjo. Potem se je ta program malo okrnil, kakorkoli, ostale so neke lise in ta projekt, ki ga bojo danes predstavili, gospa pa tudi gospodje iz Optika-Tel, bojo nam malo pokazali, kaj in kako, vi boste dali vprašanje, dobili bomo tudi naloge, kaj na strani občine za narediti, pomagati. Mi smo imeli že en sestanek z njimi, tako da jaz upam, da bomo neke rešitve dobili. Seveda tisti, ki živite na podeželju, kjer je ta signal slab, to se je videlo, ko je bilo delo v domu za časa COVID-a. Skratka, želimo, da bi vsi imeli dober signal, kajti danes je telekomunikacija isto kot cesta in s tem se tudi lahko veča razvoj podeželja. Pa kar izvolite. Hvala lepa, da ste prišli. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem županu, gospodu Zertu Menartu, pa Sebastianu Erženu, pa seveda vsem skupaj, ki ste prišli na našo predstavitev. Se slišimo? A bo zdaj boljši? Še vklopljati je treba. Se pravi, če najprej nas malo predstavim. Mi smo predstavniki podjetja Optik-Tel in pa GVO. Jaz sem komercialen, v bistvu vodila vaše vloge, tudi odgovarjam na vprašanja preko maila, pa pomagam pač pri projektu. Tukaj zraven je Matej, ki je projektant v vaši občini. On je v bistvu projektiral trase, pa tudi pač kar bo do vaših naslovov, ki se boste lahko do z nje pomenili. Potem imamo pa še dva predstavnika iz operative, Jureta in pa Damjana, ki bosta pa v bistvu na terenu, se pravi, se z vami dogovarjala glede vaših tras. Zdaj podjetje GVO, se pravi, za projekt Gošo ni glih neka novost pri nas, ne? Zdaj mi imamo odprto širokopasovno omrežje že v 40 občinah, kjer tudi v bistvu sproti dograjujemo omrežje, se pravi, vsakodnevno se pravi, vklapljajo nove naslovi, vključenih pa je že v bistvu preko 30.000 uporabnikov. Zdaj, kaj sploh je Gošo 6? To je v bistvu gradnja odprtega širokopasovnega optičnega omrežja. Na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, se je prijavilo podjetje Optik-Tel, glavni izvajalec pa bo podjetje GVO. Zdaj, malo čas sploh, kaj vemo, kaj je Optik-Tel, kaj je GVO. GVO je hčerinska firma Telekoma Slovenije, zdaj Optik-Tel je pa hčerinska firma GVO-ja. Zdaj, zakaj imamo to v bistvu samo zaradi narave razpisa, da smo lahko to dali 6, ne? Projekt Goša 6 zajema v bistvu gradnjo belih lis. Zdaj, kaj so te bele lise? Evropska unija je nekaj let nazaj v bistvu za svoje države članice zahtevala, da morajo v svojih državah, se pravi, v bistvu zajeti vsa naselja in pa naslove, se pravi, ki nimajo še optičnega omrežja. Zdaj, pri nas Slovenija je to naredila tako, da je v bistvu naredila nek popis, se pravi, naselij, ki še nimajo optike. Potem je ta popis, se pravi, seznam, je dala operaterjem v državi. In potem so operaterji pač naročila jim je, naj objavijo svoj tržni interes, se pravi, ki želijo sami graditi. Zdaj, za tiste naslove, kjer so operaterji dali svoj tržni interes, da bojo gradili v svoji lastni režiji, ti naslovi so postali tako imenovane sive lise. Vsi tisti naslovi, za katere se pa niso odločili, so pa bele lise. In za te bele lise mora poskrbeti država. In to je v bistvu tudi ta javni razpis, ki je v bistvu gradnja belih lis. To so ti naslovi, za katere se ni noben odločil. Ta seznam belih lis, to je v bistvu tudi naša pogodbena obveza. Mi moramo te naslove zgraditi do konca maja, se pravi do 31. maja 2026. Če malo pomislimo, je to zelo kratek rok, ne?
In v bistvu mi na ta seznam nimamo vpliva. Ta seznam je, se pravi, objavilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Mi smo jih že malo poudarili, da je zelo tako, kako bi rekla, včasih tudi malo čuden, no? Zato ker recimo eno naslove pokrije, sosednje pa ne, ali pa tako, ne. In tle se bojo malo pojavljali, tako da vas že opozarjam, verjetno bom mičkam slabe volje, ampak smo odprti, bomo to porihtali. Zdaj, zakaj gradimo izključno bele liste trenutno do tega roka 31. maj 2026, je izključno zaradi tega, ker je rok zelo kratek. In v bistvu, ker gre to za evropski projekt, mi je tudi sofinanciran iz Evropskega sklada NOO, to je načrt za okrevanje in obnova. In v bistvu si mi ne moramo privoščiti, da tega ne bi naredila, ne? Ker pa tudi mi sredstev ne dobimo. Zdaj, kaj bo smo pa odprti, a ne, da bomo mogoče pa potem se lahko pogovarjali o tistih naslovih, ki so od tega projekta vseeno izpadli, a ne. Se tudi že malo pogovarjamo z ministrstvi, da bi bilo še zmeraj pač novi razpisi, ampak zdaj ja, bojo razpisi ali ne, to je spet v naravi ministrstva, ne. Zdaj, kako bo projekt OŠA 6 sploh izgledal? Ker je izredno kratek rok, smo se mi odločili, da bomo mi gradnjo začeli s kontra strani. Se pravi, bomo najprej začeli graditi pri vas, se pravi renovoje, to se pravi priključke, se pravi do hiš. To se pravi, da bomo recimo sredi vasi bomo imeli neko točko, nek jašek in bomo iz tega jaška, se pravi, se bo to razteplo do parih naslovov, ne. In to bo več takih, a ne. Se pravi, ena tista točka bo pokrivala več naslovov. Zdaj to bomo najprej, se pravi, renovoji. Se pravi, na vaših parcelah, ko bo gradnja, to bo vse v dogovoru z vami, a ne. Mi smo sicer neko traso naredili, ampak vseeno vi najbolj veste, kako je tam, a ne, in boste mogoče, ta naša trasa ni idealna, mogoče vi veste, a ne, da bi bilo bolj, če bi šli drugje in boste pač vi to v dogovoru z operativo, a ne, boste vi to na terenu, se pravi, povedala, ne, kako pa kaj. Potem, po gradnji renovojev, se pravi do parcele, je gradnja notranje inštalacije, se pravi, to so dela v vaših hišah. Potem, ko bo pa to končano, bomo pa gradili glavno traso, torej primar. To se pravi, od vaših naslovov pa do, oziroma tistih jaškov sredi vasi, pa do funkcijskih lokacij. Zdaj, kakšna je cena, ne? To verjetno vse zanima. Zdaj, vse do vaših naslovov, se pravi do vaših hiš, je za vas brezplačno. Priključnino pokrije operater, ki si ga boste vi izbrali. Tudi ne glede na to, kjer ga si boste izbrali, no, zato ker, se pravi, to, če že gremo po imenu, je to odprto širokopasovno omrežje, ne. To pomeni, da vi v bistvu lahko izbirate med tistimi operaterji, ki bojo z nami podpisali pogodbo med operaterstvo, ne. Zdaj, ali bo to Telekom, Telemach, T2 ali pa A1, ne. Zdaj, to boste vi lahko odločali, ne. Ni pa vezano zdaj, da morate prav enega izbrati od teh. Zdaj, kar pa v bistvu je strošek za vas, je pa ta notranja inštalacija. To je enkraten znesek in sicer v vrednosti 150 evrov. Vi pa stranka dobi račun, se pravi, ko je ta notranja inštalacija že upravljena. Se pravi, potem pa vi dobite račun, potem pa se gradi še, mislim, vmes bo že potekala gradnja glavne trase in potem, ko bo to priključeno, ko bo to povezano, se pravi, do vaših naslovov in ta glavna trasa, se bo vam prižgala lučka, ne, v ONT-ju, pač tu v hiši, to bomo mi zrihtali, in potem boste vi imeli lahko optiko, ne. Zdaj, če se malo gledamo v časovnico, se pravi, kot smo rekli, projekt mora biti zaključen do konca maja 2026. Samo gradnjo, se pravi, RNO-jev, se pravi, do vaših hiš, bi začeli v naslednjem mesecu, se pravi v marcu 2025. Takrat bojo naši, se pravi, odgovorni vodje del hodili do vaših naslovov, vas bojo v bistvu tudi kontaktirali in se boste potem zmenili, kako bi potekala ta gradnja. Samo primarno traso pa bi predvidevamo graditi v juliju 2025. Končni uporabniki pa morajo biti priključeni najkasneje do maja 2026. Zdaj, tukaj imamo, se pravi, kar v bistvu od vas bomo zdaj rabili, da sploh lahko gremo do vaših hiš predno. Najprej morate izpolniti tole vlogo. Tu imamo tudi sabo, ali boste vi, se pravi, si razdelili, pa lahko to vzamete domov, v miru preberete, pogledate in izpolnite, a ne, če pač boste hoteli.
In potem pač nam to pošljete na mail, ki je objavljen tukaj na drugi strani, uša6@optiktel.si ali pa direktno po pošti na optiktelov naslov. Zdaj, kako ta vloga sploh izgleda, če gremo malo čez. Najprej tukaj vloga, ker v bistvu boste izpolnili vaše, se pravi, podatke, ime, priimek, potem telefonsko številko, zato da imamo pa e-mail, da imamo mi vaš kontakt, da vas lahko kontaktiramo, da se potem lahko zmenimo, se pravi, za delo na vaši parceli. Potem pa tukaj, se pravi, naselje, hišna številka, se pravi, vaš naslov, pa ta številka parcele. Potem na naslednji strani je soglasje. Zdaj, to soglasje mi potrebujemo, da sploh lahko smo na vaši parceli in da sploh lahko karkoli delamo. Če vi tega ne daste, mi pač ne moramo nič delati tam na vaši parceli, ne. A ja pa mogoče še to, če je slučajno na kakšni parceli več solastnikov ali pa prav več lastnikov, potem morajo to izpolniti vsi, ne. Če sam en ne da soglasja, pač mi še vseeno ne moramo, ne. Na zadnjih stranih pa je še to naročilo za izvedbo notranje inštalacije. To je pa pač tisti del, ki je plačljiv. Če se boste za to odločali, da pač sploh imate priključek, pa izpolnite še to. To je pa v bistvu zaenkrat to iz moje strani. Mogoče če še to povem. Zdaj, tisti, ki slučajno ne želite optičnega priključka, zdaj mi moramo, se pravi, ker gre to za javni razpis, moramo mi do Ministrstva za digitalno preobrazbo vseeno, se pravi, te bele lise, ki so objavljene, ki so naša pogodbena zaveza, moramo mi, se pravi, v vsakem primeru narediti. Zdaj, če se kdo ne odloči, moramo mi dokazati njim, da pač ga ne bomo zgradili, zato ker nekdo noče, ne? In zato je to v bistvu uraden obrazec, kjer, se pravi, vi spet napišete vaše podatke in v bistvu nam skenirate, da pač kot potrdilo, da ne želite, oziroma ali pa če mogoče že imate optični priključek, ne? In to nam pošljete isto in potem mi to izkažemo do ministrstva. To je pa v bistvu to, da sem boš nekaj še kaj povedal. Pozdravljen, jaz sem Gorenc Matej, sem projektant na OVO-ju in jaz sem v bistvu projektiral vse te predvidene trase v občini Logatec. Zdaj, predvidoma so projektirane tako, da vse trase čim več potekajo po občinskih parcelah, s čim manj poseganja v asfalt, tako da se bo poseglo ali v bankino ali v travo ob cesti. Vsi jaški bojo izven cestnega telesa, tako da ne bo nobenega ropotanja. Potem pa v bistvu pač v občini Logatec je kar veliko teh tras, samo primarnega dela predvidim okrog 80 km, tako da če imate kakšno specifično vprašanje, bom odgovoril. Glede vprašanje, recimo, ko zdaj služnost pa tule za izkop, recimo zdaj vi sem center omenjate, kaj občinski, kaj pa vasi Žibrše recimo zdaj, a ne, zdaj je debata z vaše strani po občinskem, recimo, če boste pa po Žibrše pravte delali, ki pa tu privat, ne, ni občinsko več, ne, kako pa zdaj kaj gledate? Karkoli se bo posegalo po privat parcelah, se bo seveda v dogovoru z lastniki. Če se lastniki pač s traso ne bojo strinjali, se bojo iskali druge rešitve in se bo pač izogibalo tem parcelam, ki ne dovolijo posegov in se bo pač najdlo drugo traso, da se še vedno vse poveže. Še, kjer trase pa imate zdaj določene, a so Žibrše, na kjera rajone ste vi delali 80 km? V bistvu, tukaj imam napisano. V bistvu 11 naselij je v bistvu Lavrovec, vrh Svetih treh kraljev, Hlevni vrh, Praprotno brdo, Kleviše, Rovte, Medvedje brdo, Petkovec, Rovtrske Žibrše, Žibrše in Zaplana del. Tam imamo še sezname belih lis, tako da se lahko pogleda, da zdaj vidite, če ste pač na seznamu belih lis ali ne. In zdaj, kako so razpisali, mi smo predvideli trase, da se pokrivajo pač vse bele lise. Zdaj, lahko približam, da je to mogoče.
Jaz sem Zlatko Herceg, jaz sem zbiral podpise po tej naši Žibrški dolini. Imam 41 gospodinjstev, ki so verjetno tukaj noter v teh seznamih tudi narejeni. To pomeni, ta seznam, ki je zdaj tukaj, pomeni točno hišne številke, kdo je v teh belih lisah. To pomeni, če delamo drugače, po naši dolini teče cesta, to pomeni, se bojo zadeve kopale ob cesti, ki je že obstoječa. Se pravi, če računamo pol metra, koliko je to od bankine, zato da vejo tudi kmetje, ki so več manj cesta, pride do kmetov, ki so tudi tukaj prisotni, kako je potem to, koliko se to posega, a je to 1 meter od ceste, koliko recimo predvidevate zakopati? Minimalno 30 cm od prvega asfalta. Se pravi, minimalno 30 cm od, to pomeni največ pol metra od konca asfalta. Od roba asfalta. V tistem času, ko se gradi, seveda iz stroja bo posegel tudi malo več, Ko bo odlagal material, potem se bo nazaj zagrebal, čez čas do trava zrasla nazaj. Kakšen je ta poseg? Kaj pomeni graditi optiko, da bodo ljudje razumeli? To pomeni, tako kot je prej gospa rekla, to bojo potem več jaškov ob cesti, zato da se bojo potem tam razdelili. Kopo se bo rov, klasični skop z mini bagrom, širina rova je 30 cm, globine 0,8, temelj cevi mora biti 0,7. To je pa to. Se pravi, razvodni jašk pomeni pa samo, da bojo to distribucijske spojke, na katero se navezuje posamezne ročnine. Zato mora biti tudi te jaške vmes. Jaško v naseljih bo bolj nagosto, v glavni trasi bo bolj naredko, tam na 500 metrov. Glavni poseg je dejansko izkop jarka, v širini 30 cm, da upošteva, da je levo, desno 1 meter se poškoduje ali zelenica ali pa bankina. Ampak to s časom vse skupaj zaraste. Umakniti se je treba obstoječe vodo, če nekje že voda noter, se pravi, moramo imeti ob vodi, tisto minimalno, ki je potreben. Se pravi, če je to voda na 30, moramo imeti recimo na 50, Ne smemo po vodi kopati, po elektrika, pa moramo delati tudi minimalno 0,5 metra od obstoječih vodov. Kjer je možno, Edino, kjer lahko kopljamo po obstoječem telefonskem kablu, to pa lahko, kaj je v telefonu. Petkovcev? Jaz imam tudi vprašanje. Kaj pa tukaj, ko imamo v Petkovcu že po zemelj potegnjene vode, po lori, po ceveh, a bi lahko to optiko po istih ceveh potegnili?
Zdaj to, kar je položeno, so verjetno v Telekoma cevi. To so po lasti, Ali so v... Pri meni so 5 centine una, ki je zunaj rebgasta, noter je guma. Na petkovcu so na novo vlekli, so Telekomove cevi, kjer naprej so tudi en del, ne vem točno, ampak po petkovcu je skoraj vse po zemlji že. Se pravi, je že vkopan, je že po ceveh potegnjen. Kakšna je možnost, da gre optika po istih ceveh? Vam ni treba ne kopati. Zdaj je vprašanje, a ste te cevi vi polagali kot... Kje bi jo polagal, ki so last Telekoma, ne? Če je last Telekoma, bomo mi najeti te cevi, da lahko damo optiko noter. V tem primeru bomo delali nove skope. Kako? Treba pogledati, če se sploh te trase prekrivajo z našim trasam. Možemo pogledati na Gisu. Bolj točen naslov, kje smo to cel. A na meni je pa vse okej, nič podrago. Ja. Vse okej. Katerega leta se pa to delali? 2018. To je zelo loše, da se te cevino pojavljajo. Tam, kjer so obstoječe Telekomove cevi, ampak jih nimajo v planu uporab, se bo v bistvu z njimi dogovarjalo, da bi se te trase odkupilo. Samo tu je pač dogovor zdaj naših nadrejenih. Mi imamo sicer predvidene naše trase, ampak če bo Telekom izrazil želje, da bi pač te cevi prodal, se bo seveda te odkupilo in bomo mi pač po obstoječih ceveh polagali. Mislim, naumno si bila, da bi cel petkovč še enkrat skopačil s povsod cevino. Pri vseh teh projektih, kakor je takih delov, kjer ima Telekom cevi in so pač bele lise, so v bistvu z njimi dogovarjamo, da bi se te cevi tudi odkupilo in bi se obstoječe uporabilo. Zdaj mogoče tudi nekaj, ne? Zdaj mi, ko gradimo, mi moramo se pravi na portal AKOS, smo mogli mi se pravi objaviti, da gradimo v katerih občinah, ne? In tam so v bistvu lahko vsi, od Elektra do, se pravi, Telekom, vsi živo se lahko pač se gor izrazili željo po interes po sopolaganju, ne? In tisti, ki so pač izrazili to željo, jih bomo pač upoštevali, ne, za vso polaganje. Zdaj mi jih ne moramo prisiliti, ne, da bomo sopolagali, ne? Če pač mogoče razumete, ne, kaj še mi Tako, če se nekaj programa prijavi, lahko oni tudi položijo cevi po mikrobazo optiko. To je namen tega AKOS-a. Mi smo mogli objaviti, ne, zdaj pa pol tisti, ki so se pa prijavljali do roka, ne, tiste bomo upoštevali. Tako da pač
pač to je dostopen drugače vsem, od elektra do vodovoda, se pravi vsem, a ne. Zdaj pač tisti, ki so izrazili interes, pač jih bomo upoštevali, tisti, ki ne, pa pač ne. Pa tudi mogoče malo tako, ne, nam se, tako, ja, mislim, nam se zelo mudi, a ne. Zdaj, če bo gradnja vodovoda, ne vem, drug let, mi vse ne moramo čakati, a ne. Mislim tako, če bi rekel, ko bomo videli transfer, tam ne bi pa mogoče, se elektro rekel, da mi še en kabel potehnejo, se še da dovolj. Tako. Ta petkovec je delal v sočasni gradnji nečesa drugega še? Za petkovec. Zato sočasna gradnja kaj z vodovodom? Moramo pa razliko med cevjo za elektriko pa za ta optiko. Pol metra. Pol metra. Govorimo o naročniški kablu za elektriko, ne? Sprav nizka napetost. Je 0,5 metrov. Se pravi, horizontalno. Jaz sem z podjetja Telefonika, smo pooblaščeni posredniki za Telekom. Za vsa vprašanja smo tudi na voljo, imamo trgovino od avgusta v Logatcu. Kar se Telekoma tiče, Telekom povrne stroške izgradnje. Se pravi, karkoli je stroški izgradnje, ko dobite račun od GVO-ja, ko sklenete paket z nami, so te stroški povrnjeni. To je prva stvar. Druga stvar, za naročilo te optike je prvi pogoj, da podpišete se prav z GVO-jem pogodbo oziroma z optik delom. Zdaj, GVO je res hčerinska firma Telekoma in tudi, ker je obstoječa, se pravi, obstoječa možnost uporabe kanalov, je večinoma tu do vaših hiš, se pravi, kar je javne infrastrukture, bodo verjetno tudi novo gradili, tu, kar so omenila. Če niso ti jaški poškodovani, potem se mora, mislim, če so jaški poškodovani, potem je treba seveda skopati na novo. Tisto, da se prav, kot sem rekel, tudi minimalni poseg v vaše posestvo, tako da brez skrbi, do zdaj so GVO še zmeri poskrbeli, da je to bilo vse lično. Imate pa vse, je res, moram reči, da z GVO-jem sodelovajne, je vse pa dobro, meni so rečemo, niso kopali, meni so pa vlekli po zraku, ker nismo hodili, da so mi kopali do hiše. In je vse stvar dogovora. Kje vi hočete, da se ta stvar pripelje do vaše hiše in take reči. Zdaj, vsi lahko pogledate na geoportalu AKOS za svoj naslov, ali je že routerske žibrše, recimo so večinoma že tudi pokrite, so pa nekateri naslovi ni optike še. Zdaj verjetno bo to zavzeto tudi v vašem novem projektu. Bel je problem, recimo router dole, Petkovc in take reči, so še mali zavzeti, tudi glede signala mobilnega in tudi za to prehodno obdobje. Ko vi naročite optiko in jo še ne prejmete, se tudi poskrbi. Tako da, če bodo kakršnokoli vprašanja, dajte pol pristop do mene, vam bom z veseljem odgovoril. Tako da ja, moje ime je pa Janez. Tu smo spremljali zelo podrobno ta razpis gosta, ki ga objavili, niso zaključili člani preobrazbo, tu ste pogledali, katere ponudbe so bile podane. Vi na začetku niste povedali točno števila priključkov, ki ste ga vi prijavili kot podjetje. Vi ste prijavili 445 priključkov, to razumem, ne? Ja, večinoma smo se v bistvu držali, se pravi, minimalno je bilo 75%, kar je bilo tako, ja, tako. Ta se tiče lokacija, koliko je debata, kdo bo zdaj imel priključek, kdo ne bo imel samo 2 promila teh delih, ki se lokacijo ne bodo pokriti. To smo pače v ta procent tisti, ki bo rekel, da to jih ne zanima imeti ta priključek. Tako da, ko je bilo načetko sem imel počutil najljubčinski, mislim, da vsi, ki so tle, da imeli ta priključek, ne se da, če bo šla ta procedura čez. Zdaj, to se nam zdi zelo vedno v našem forumu, to ocenjamo potrebo. Pa je mogoče pa še par stvari podelil iz izkušenj iz drugih regij Slovenije, ko so se tudi te optike pa to gradile. Verjetno poznate ta projekt Rume, ki je Rume gradil. Jaz prihajam tam iz konca, ko sem priseljen, se bi mogoče ne 3 stvari izpostavil, kaj so pa tam krajani opozarjali v praksi, kaj so pozarjali potem na terenu. Prva je bila ta gradnja teh vodov, s tem mini bagom.
marsikdo je opazil, da se je zelo površno gradil čez njegovo posestvo, se delala škoda, tako naprej na ograjah, tudi po tem časih na hižah, in je bilo zelo štantasto na nekaterih ljudeh to narejeno. To je bilo res dobro, da se arhitektu se gre čez zemljišče ljudi, da se tudi nek način uvidevno to dela z rastlino teh ljudi. To je ena stvar, ko se dostakrat dogaja. Druga stvar je tudi to, seveda, zdaj Evropska unija financira samo optiko do hiše. Ja, 400 metrov do. Vi ste zdaj korektno prijavili v Podnebju, če hočeš imeti optiko v svoji hiši, še 150 € dodatnega stroška. Ne, to bo v bistvu notranja inštalacija, ki je že v hiši. Ja, Priključnino od 400 metrov do hiše pa pokrije operater. Tega pa bojo oni zbrali. V bistvu je strošek 150 €, ki ga bodo mogli imeti. Tako, za notranje inštalacije. No, recimo to, kar bo stranka lahko samo zbere, da se skupaj dopiše, za notranje inštalacije lahko pa naknadno odloči. Ja. Nima nobenega stroška, kabel ima pa na hiši, ne pa v hiši. Ja, sam njemu to še radi, če ima kabel v hiši, pa ne bo. Karkoli ne starejši, ni še mladih doma, mislim, ni mladih pri hiši, vse vnaprej prepravijo, ko pa želijo priključek, takrat pa spolnejo vlogo za notranje inštalacije. Recimo ta ena stvar, ko je v tistem primeru ni da jasno, ljudje, kako je dobro to jasno ljudem skomunicirati, točno korake, kaj se bo uredilo do hiše, kaj potem pa potrebno naprej, da se znotraj hiše to naredi, da ljudje imajo pa tisoč časov, pa smo naprej zadovoljni. To treba biti jasno. Zelo koristno je bilo to, da je obstajala spletna stran, kjer so se potem ta vprašanja ljudi gor objavljala, pa tudi odgovor. Tako, vsej tolik, mislim, ne to se mi zdi zelo pomembno, da ja. Potem ena stvar, ki se tiče glede tudi, da občina Rogatec zmena strukturo, pa krajevne skupnosti je zelo razparcelirana. Mogoče je dobro, da ne samo, da se tule v Rogatcu pogovarjamo, ko že imamo ta internet poštima, že to dosti let, da se tudi podobna taka predstavitev organizirajo na sami krajevni skupnosti. Vseh trije kraj ljudje, da bodo tam, ko so ljudje pa da pridejo tako, ne pa da se nekaj z Rogatca vodi, tega tudi njim predstavljati. To je ljudski do ljudi, to je tudi zelo pomembna stvar, lahko je izkušnja to takrat. Potem tretja stvar, doskrat se je zgodil, ko je bila napeljana ta optika, pa ko je bilo potem narejeno tudi znotraj hiše, se je zgodil, da pa hitrosti bila takšna, da pa vunja. Pa ljudje tega niso vedeli, pa so plačevali isto polno hitrost v operaterju. Tukaj tudi treba biti korektno, pa ljudje tudi upozoriti, na kakšen način oni preverijo, ko vse to plačajo, da imajo pa res toliko preko hitrosti vunjena. Govorimo pa, tiste prele 100 megabitov. 300-100 v tem razpisu. 300-100. 300-100? Ja. Malo so pojačen. Malo izpore sončno. Ja. Zdaj se malo pojačen. Prav, se še zelo nismo se To so te tri stvari, potem na koncu se nam zdi zelo pomembno, to je prvi velik posebej v gradnji, tudi ko se stvari zaupanje v ta proces, da se z ljudmi komunicira, da se čuje, lahko ljudi tudi povejo, kje si živijo, na kakšen način, pa predvsem, da se prilagaja njihovim potrebam. Da se nekaj ne prije to z nekom mišljerijo, pa se mi to zgodi noter. Potem bo je dosti tudi stvari, kar ni lahko potem naprejema. To bi že sam izpostavljal. Ne se glede tega, zato se izpolnjuje te obrazce, ker na podlagi tega, ko boste dali vaše podatke, se vas bo kontaktiralo in se bo pri vsakem lastniku v bistvu posebej se bo z njim dobilo, bo izdal, bo pač povedal, kje želi, da gre trasa, opozori, kje so že drugi vodi na njegovi parceli in potem bomo pač na podlagi tega tudi gradili priključke. Tako da to se bo z vsakim posebej, kdor bo poslal, da imamo njegove pač kontaktne informacije, se bo z njimi pač dogovarjalo za vsak priključek posebej. Zdaj, glede vprašanj, ki ste rekli, kakšna najpogostejša, mi imamo na OpticTelu, imamo prav spletno stran namenjeno projektu OŠO6, zdaj tudi lahko napišete, se pravi OpticTel v Google in pa imate projekt OŠO6. Zdaj tukaj najprej imate malo gor, pa tukaj imate povedno dokumentacijo. Zdaj to v bistvu so objavljena ta vloga, se pravi vloga skupaj s soglasjem in potem posledi še naročilo za izvedbo notranje inštalacije. Objavljen je tudi ta obrazec za tiste, ki mogoče ne želite optičnega priključka, to je ta posebej, da ga tukaj izpolnite in pošljete. Tukaj so kontaktni obrazci, se pravi mail, na katerega odgovarjamo, tudi jaz odgovarjam. In zdaj, malo, ko so se mi že začela ful vprašanja pojavljati, sem mislila pripraviti tudi nabor najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo, da v bistvu jih bom potem objavila, se pravi, da boste imeli tudi vi, pač kar so najpogostejše vprašanja, se pravi, bojo vprašanja in odgovore, da mogoče boste lahko to že pogledali.
Drugače pa sproti pač objavljamo gor, tukaj recimo so tudi te gori krajanov, po občinah, glede tako, kako pač občine mi dajo termine in to tudi sproti recimo objavljamo. Tukaj so pa pač novice, tudi kar se dogaja. Smo pa se pravi dosegnili in na telefonski številki in pa na mailu. Kar bo pa pol se pravi glede parcel, boste pa, ko boste dali, kakor je že rekel kolega, boste dali svoje podatke, in bomo vas mi kontaktirali in pa se boste dogovorili za termin in boste tam dejansko, kako bojo glede vaše parcele. Zdaj pa tudi tisti naslovi, ki niso na seznamu belih lis, se lahko vseeno izpolnijo te obrazce, zato ker še vedno bo omrežje tukaj predimenzionirano, da ko bomo mi zaključili s projektom v roku, kjer se bo najprej priključevalo samo bele lise, se bo zatem začelo pa priključevanje sivih lis. Tako da tudi če niste na seznamu belih lis, lahko še vedno izpolnite obrazce, pošljite vloge. Sicer za bele lise se bo šlo na teren že v naslednjem mesecu dogovarjati z lastniki, za sive lise se bo pa pač naknadno, ker bo tudi bojo na vrsti za bele lise. Kaj boste naredili z obstoječimi telefonskimi kabli? Bo to še ostalo omrežje ali se bo kaj prav? To je pač obstoječi kabli so omrežje Telekoma. Zdaj, če se bojo bele lise priključene na optično omrežje, bo Telekom verjetno te postopoma ukinil, ampak na to pa nimamo vplivu. To je pa pač na njih. Kaj pa novogradnje, ki se gradijo, pa bojo v roku enega leta zgrajene, pa so v neposredni bližini že teh številk? Tako kot sem rekel, zdaj omrežje bo predimenzionirano, tako da tudi za novogradnje, tudi ko bo čez eno leto zgrajena, čez 5 let zgrajena, bo še vedno dovolj rezerve v kablu, da se bo lahko tudi nove objekte priključevalo. Vlogo se pa lahko že zdaj vzame. Ja, mogoče napišite recimo, ne vem, a že imate naslov, ali pa napišete tako, pa date v bližini, ne vem, tega pa tega naslova, ki je bila lisa. Tako, ja. Torej, zborite, mi bomo v bistvu to tudi, se pravi tudi za te, ki niso bele lise, se pravi tako imenovane sive lise, mi bomo delali seznam za te, ki bojo vloge pošiljale. Zdaj pač mogoče v roku, se pravi do maja 2026 ne bomo mogli te zgraditi, ampak to ne pomeni, da pač ne bomo tega delali. Zdaj to bo pač po tem roku se bomo tem posvetali, ker pač vsem moramo mi našo pogodbeno obveznost najprej izpolniti. Bomo pa v fazi primarnega omrežja, štiri ob cesti recimo, zraven v bistvu, ja, bomo recimo dodatno cev položili, ostane samo na parceli, po maju 26 se bo pa potem še izkop od hiše naredil, pa napeljava kabla. Zdaj bi bilo najbolj enostavno, ne? Je pa super, da to spomnite, da bomo bili vaš podatek, se že zmeto, kje pustiti cev ob cesti. Pa tudi tako je mogoče, ker sem že v začetku predstavitve rekla, da smo mi prisotni v 40 občinah in to se še dan danes, tako ko so novogradnje, se to dan danes priključuje. Ni to zdaj mrtvo, tam smo naredili in to je to, ampak v bistvu je to živo mreže. In to bo tudi tukaj. Sicer pač najprej moramo te bele lise, ampak bo se pa to še zmeraj gradilo, gradilo. Še eno vprašanje, ker recimo to govorite, da boste začeli delati, nobeden ni zaznani, na katerem kodu boste začeli delati. Drugo, tu je velik površina, vi pa mislite, da boste tu naredili pol leta, ali kaj? A ne, s katerega konca, tako, Rovte, Živrša, ti boste začeli delati. Dobro, tu je zdaj vprašanje, ki boste začeli. Vi govorite, da to dodatno, da se stavko Bahala naredite. Odvisno, kako bojo vloge letele, a ne? Ja. Če dela so nima se nekaj projekta, nobenega niste vprašali, ki so lahko parci. Mi, ko bomo dobili projekt, vse projektne pogoje, soglasje na projektne pogoje, tudi strani občine in drugih mnenjodajalcev, damo notor vlogo na občino za zapore, takrat moramo z njimi uskladiti, ki bodo dovolili, da lahko je cesta zaprta. Imeli bomo 4 do 5 izvajalcev za gradbena dela in takrat bodo vsi obveščeni, da v 10 dneh se bo začelo na tem območju graditi optično omrežje. Seveda bomo z vami prej v kontaktu na oglasnih deskah bojo obvestila in se takrat bomo informirali. Tudi bomo pobrali vseh od krajevne skupnosti predstavnike, da bomo z njimi v navezi in da bomo tudi preko njih dobili informacijo. Recimo, zdaj je prisotna tudi občina zraven, ali kako če pa občina mora da soglasje za zaporo ceste, ali komunalna, kdo zdaj verta često? Za zaporo ceste da naš gospod Žagar vloga vlogovega voli, in potem mi to potrdimo. Mi smo se tudi pogovarjali, kje bodo prekopi, kje bo šlo od spodaj, da se ne bo asfalt rušil, kakorkoli. To smo mi dogovor, ker so naše ceste. Ostalo so
obrazložili, bojo delali čim manj škode, ker ni nobenem interesu, da se naredi škoda, ampak bistvo je, da vesel sem, da se je naredil ta korak naprej, mi smo tu že več let nazaj, že včasih imeli tudi malo sreče, da se je skavc proti Grčarevcu v planini polekel, potem da se je sam Logatec uredil, na Zaplani so imeli srečo, ki je gospod Drnovšek gor živel, Rovte so izostale, tukaj je bilo našteti ostali kraji, hotela Šica manj neki, ampak je treba tudi Hotelske Žibrše, je tudi nekaj potegeno, potem je veliki interes Reška dolina, to področje Žibrš, je tako ostalo, kot je bilo našteto. Tudi, če bo nekdo ven izvesel, je bistvo, da je tam že cesta narejena, pol vi sam še skozico do sebe. To je osnova. Bistvo je, da je bil še en razpis. Jaz sem že takrat, ki je bil tale Junkerjev program, smo se bili na tem pogovarjali, ampak potem je to z veseljem, pa je bilo Runek, kot je gospod Devakorda rekel. Vse posod smo prosili, pa iskali, tudi vi ste pisali, pa gospod je podpise zbiral, vsem, ki ste se kakorkoli trudili na tem področju, je zdaj en skupen rezultat, da je prišlo do tega razpisa in da ste se vi pa na ta razpis prijavili, in mi bomo v nekem določenem času, če ne bodo 2026, pa kakšno leto kasneje, da bo večji del Logaške občine pokrito širokopasovnim internetom, da bo vsej ta moč, ki je bila, pa ste zdaj rekli, da bo še večja, kajti vemo, da danes veliko dela poteka od doma, ker želimo, da to cestno mrežo razbremenimo, vemo, da so veliki zastoji in marsikatero delo se da narediti, če imaš močan signal tudi od doma. To je bistvo. In bodimo optimisti, sodelujmo z izvajalci in bomo prišli do nekega uspeha. Verjetno vsi ne bomo zadovoljni, pa ne boste kakorkoli, ampak se bomo vsi skupaj trudili, da dosežemo tisto, kar nam je cilj. Jaz se da kaj videti. Tako, recimo v Žibrški dolini, ko smo tukaj bližje, se da kaj videti ob cesti, kako gre trasa. Tukaj je pregledna karta, se pogleda, če hočete pa bolj podrobno, da tudi tudi bolj odprem. Dajte bolj pregledamo, da bomo vsi videli. Ne, ta karta ni. Tukaj že v fazi projektiranja, še nismo dobili vseh mnenjskih proizvajalcev in se določeni odseki morajo še temu prilagajati. To bo pa juni, ko bomo dobili se pravi pozitivna mnenja vseh sodelavcev. Celik iz tega razloga, ker še nimamo teh pozitivnih mnenj, smo rekli, da gremo najprej do hiš, se pravi do ne. Ker če bi mi čakali, da bomo dobili vsa soglasja, pa to pač že takoj pade projekt v vodo. Kako boste pa vedeli, kam od hiše, če ne veste, ki bo glasno? To jaške imamo že. Razvodni jaški se jih je postavili v traso. Kako pride do tega razvodnega jaška, je pa več opcij. Glavna trasa projekt je narejena. Idejna trasa. Rešice so narejene in vloge za mnenja so podane. So poslane, ja. To se pravi, lastniki parcel glavnih tras lahko vidijo nekje, kje bo to šlo. In če se strinjajo ali ne? Kaj pa, če se ne strinjajo? Če se ne strinjajo, potem je treba drugo opcijo narediti, ne? Tako je, Pa kapitan, kjer recimo treba cesto prečkati, se to razpoklja ali se vrta po cesti? Mi smo cesti. Če je že zdaj cesta uničena, se bo nekaj prekopali. Se to stvar občini. Ker je pa nov asfalt, se bo pa podvrtalo pod vilo. Gospodinstva, ker je to tenka, kjer je bilo, a je zelo koliko hiša, da zdaj razapno. To je število gospodinstva prijavljeno temu naslovu. Se pravi, če sta dva, lahko dva zgledate. Če pa nista prijavljena dva, je pa samo eden. Se pravi, je en bela lisa, če bodo imate drugo stanovanje še, je pa siva lisa. Bo omogočena čez leto. Drugače, mogoče prej nisem povedala. Te naslovi, se pravi, seznam belih lis je objavljen tudi na Optetelovi strani. Tam imate, se pravi, izberete občino, se pravi Logatec, pol naselje, pa vaš naslov, hišno številko. In če najdete vaš naslov, pomeni, da ste na seznamu belih lis. Ja, to razumem, ampak če mislite,
3 leta oddaje in 3 vtiše. Pa bi rad imel zdaj 2 priključka, da imaš enega za poznaje, da imaš 2 vloge, 2 vloge. Pač se da en prazno ostane, pa zapor. Tako, pa da mi dosti močen kabel pripeljamo do hiše. Če povete, kje točno bi kraj videl, še malo približam. Žibrše. 25, 29, 30, se pravi cela dolina, Žibrše 25 in tako naprej. Se pravi, gre ob cesti. Vsa trasa gre čisto v cesto. Ok, hvala. Pa mi lahko pokažete za Lavrovec? Projektirani so Ja, upam. Ne, samo... Jaz... Pogoje nekaj samo za glavne trase, priključki do samih objektov se potem pa navežejo na te jaške, kako je povedala sodelavka. Nisem čist prepričan, kaj z geslom hodijo not. Nisem čist prepričan, kaj z geslom hodijo not. Ja, sem prej, ko se bo, da lahko mi vas publično. Prej, da se bo. Ja, seveda. Kaj? Ja, oziroma bom, ja. Ne, samo zanimiv se tudi moram na finski strani. Ja, ne, pa vidiš, ko si pa še ne pripravljen. Petrovci imamo vse po zemelj, polovica lorov imamo tega ne čule. Samo potegnjen. Ampak te... A ne, nekaj se pri 10 letih delal, nekaj pa pri 20 letih. In... Seveda, brez veze. Kaj? Meni pride Telekomovo marca v kurilnic, da je za naprej. Samo tam jaz postavim voditelj in sem vse naredil. Zato sem ga poprašal, če gre po vodi. Ne, da bomo videli. Tako moram pa jih jaz malo še tlele.
Zdaj bom. Sezname z imenom Milko, se pravi, to pomeni, priznaviš, da se ima samo te liste. Pa se dobijo, pa gremo skupaj krog, če živi. Imate li če slušati? Spravi, mi vas bomo preklicali, pa preklicali ga posebej, se najavili jutri, dveh popoldne bi prišli pogledati, kako izkoparjajo nov. Če bo kakšno pošlo na pamet, to ne zgodi. Vsak naš ima to identifikacijsko kartico, poseben dokument, potem ga pa... Vi lahko date svoje telefonske. Vrjen tule. A tu so obrazci prazni. Pa pride quando è mi vas bomo isto informacijski sistem zavedali, pač ne boste vedeli, se fiksirali se. Če ste vi nekje ob cesti, pa ne vem, 200 metrov stran, mi kopalo glavni cesti, bomo že na cel dodatno množili. Da bomo mi ta sestavljali, niko je tudi tako. Je pa tukaj rekla, nam se pomembna podatka, ene v dveh fazah sta pomembna, prve dva dokumenta, mi pridemo skopa. Stare je roka čez en let. To je tista za inštalacijo. Tega, ko se res vprašali, mi vas preferiramo, pridemo skupamo, samba do hiše spravimo. Kaj pa potem za Zdaj, che poi recimo vedete, guarda, facciamo specialmente, vedi, neki knjig variant. Glede Brdo, mislim, da je samo eden bil napisan. Eden, ja, pa še neki je, ja, pa bo še teh stvari pripravljeno. Da bi še prvo to spili, pa če nam se ne pet številka. Bomo videli, kako je potencial. Tako da bi bil vse dobro, da bo se pripravljeno. Ja, seveda. Imamo vsak podatek. Če bo karkoli, se mi slušamo. Ja. Da se ne bomo... Kje so obrazci? Spis, do katerih pride. Kar se jih je dosti. Takrat na gremo skupno z malo. Kaj bom jaz vzel? Spis. Kam se pogledate? Od razvojne malice na hiši ali pomožu Isto se tako prve dva dokumenta. Mi pridemo s kadrom do ali šperace. Da.
Ne, kateri smo noter. Ja, vidim, ja. Smo v bistvu že pogledali, se dogovarjajo, to je pri nas zdaj v bistvu na 200 občin, naše projekte, in se v bistvu za vse dogovarjajo glede odkupa ali pa cevi, tako da imamo predvidene trase, ampak še vedno se pa bo odkup telekomove cevi izkoristilo, da ne bo tudi kopanje, ker tudi nam je v interesu, kako nekaj cevi, pa pač ne treba tudi vsega. Ti pa tle sam prideš, po glavni cesti. Tle je tudi Tele je zdaj trenutno štango od Telekoma in tele povezan čez zemljo. In tudi tele, ko bi rekli nazaj sami, je vse povezano z vsemi, redko je, tle se nič ne je. Ja, razumem. No se pravi, pač v dogovarjanju, mi moramo še vedno delati naprej, kot se tega ne dogovarjali za vsak slučaj. Se vi ste podfirma Telekoma, se pravi, da ste v Telekomu interesu dodati te cevi skupno razlike? Jaz sem pa še vedno drugo podjetje, torej treba po uradni poti vse odkup, narediti vse elaborate in se pač zdaj dogovarjajo glede cene in glede vsega, tako ker bi se, če bi A1 hotel njih odkup, še vedno je enak postopek. Ne smemo pač, ne moramo... Pa tle mišljam, da kar je teh hiš, tle bi se morali tle priključiti. Ja, v bistvu iz tega jaška, samo potem bo iz tega jaška do teh hiš se bojo povlekle dve cevi v to smer, pa bojo povedali, ki hoče imeti, da gre po tej strani v zadnji, bojo sami povedali, potem pa iz tega jaška se povleče, koliko cevi je potrebnih, ena cev se bo polagala z glavno traso do tega objekta, potem se bo tukaj verjetno naredil... Zdaj ne moreš pa da tle jaško naredil, pa se tle priključiti. Lahko tudi. Tukaj jaz smo recimo star Telekomov kabel, zdaj kar gledal zadnji, in vmes v Telekomov kabel na potegem tle, pa sem podboj naredil tle na odspori in tle ravno štano. Če so obstoječe cevi, se obstoječe cevi lahko izkoristili, če imate vi kakršne bilo, ne? Tle recimo za očeta bi jaz potegnil opti, pa so spodne strani gor, da mi treba cesto žarati. To je v Telekomu celo? Ne, ta cel je moja. Zdaj me ko izpolnite vlogo, ne? Zdaj jaz sem že povedal. No, ampak še na vlogo napišite, da bojo oni pač povezali s tem, oni bojo vloge skenirali, vse podatke opisali in tudi te opombe, ki so na vlogi, bojo oni in potem, ko bojo prišli na teren, se dogovoriti, ne boste lahko še enkrat povedali, kje je ta trasa in se bo pač zajelo, se bo postavilo jašek in se bo po obstoječi cevi šlo. Tako da, če imate kakršne koli obstoječe cevi, da dovolite, da se jih izkoristi. To je v bistvu zelo zelo rezan, da se vam še enkrat ne prekopavamo, ni treba kot tega. A se zdaj sprašal, da tle dol je potegnen že?
Predali že potegnem tudi, ne? No, se to pravim, da... Telekoma, ne? Ja, se pravim, to je vse v dogovarjanju, ampak mi moramo pridobivati mnenja, kot da tega ni, ne. Zdaj, preden se bo začelo primarno traso po vse delati, se bo itak s Telekomom že dogovorilo in bomo videli, če se bo njihovo odkupilo, se bo samo navezalo na njihove cevi in se pač po njihovih ceveh vleklo kabel. Samo zdaj... Še eno vprašanje. Tako zdaj Telekomova cev reklela je štanga in reklela je mimo. A bom se jaz lahko priklopa mogo še enkrat do Jaško na cev? Jaz bi tle Jaško svoj naredil? V bistvu bomo mi potem, bi se Jaško predelce iz Jaške smo na vrtce. Moraš pa si tu naprej, ker ima svoja lokacija. Iz tega lejaška se bo pokrilo vse. No, se to je pa to, mi imamo še vedno pokrilo tudi, da se pokrilo vse objekte. Zdaj... To je zunaj čez cesto, Če imate čez cesto, bodo lahko na vlogu napišne, oziroma ko se bodo prišli z vami dogovarjati, karkoli se bo, ko se prije na teren dogovarjati, povedi, ki je obstoječa cev, mi v bistvu zajamamo. Ne, lahko tudi obstoječa cev zajamamo in gre po obstoječe cevi, če jo imate. Ja, bo tako je, da se bo postavil jašek in se zajame cev in ni treba pregovarjati. Jaz sem ta, pa nisem se samo. Ja, se je tako, ne, zdaj pa so delo pogovorila, ki se pač tak seznam razpisal, in mi smo na podlagi tega, da do maja 2026 bo tako še podločena, potem bo takoj zatem. Ja, v bistvu že takrat, ko bojo to, se dogovorite, da bi se prihodilo do vaših mišljenj, se v bistvu prihodilo sem oziroma predelo v marcu, pa kablo vleko. Jaz sem to je vsak dan Zdaj gledali smo, da državci so v bistvu občinske parcele, ki v bistvu tale pas nekaj je celo kot na pot, to je na spodi. Tako da tako je predvideno. Jaz sem predsednik Mirskega Niso tle se nekaj predvidel iz obeh strani, zato če se slučajno kakšen lastnik ne strinja, da lahko pridemo iz te strani, pa iz te strani. Zdaj pa si ali pa samo, kako se to zdaj
Tako da ta bo polnet nabor. Tako da se še vedno tako da to ni spomnil. To je meja. To je meja. Jaz sem tudi Ne, jaz sem predsednik, sem bil pomemben, tukaj pa še ne biš, oziroma tukaj pa dobro čez cesto. Čez cesto. Malo za nekaj na meja, v bistvu še Tukaj je dobro v tem. Ja, to je spolnitev. Ja, v bistvu potem na stresu, v bistvu razumeš. Ja, sem tukaj, kaj je pred mir, je tudi na hiši. V bistvu vse tele občine, v vseh teh občinah se hkrati izvaja OŠO mreže. Tako je, da vidimo. Ja, ob cesti, kar si dobro. Kje je pa Jašk prišel pa? En Jašik je tole predvidno, ampak to je zdaj idejno. Potem na terenu, ko se boste prišli z vami dogovarjati, boste povedali, če imate kakšno boljšo lokacijo, so pa še vedno se bodo bolj poznani konci, kaj nam. Tam ne bo bolj težko, kaj lahko se zabetonira. No, sej zato. Daj mislite, da imate plan konci konca? Kaj daj? Daj imate plan, hoditi do konca. Tako ko je rekel sodelavka, zdaj, ko se bo neko število vlog nabralo, se bo začeli. Paka, če hočete morate to rešiti, treba se dobro sesti. Pa kumaj 10 vlog, 15 nabrali, kaj 17 števil. Nekaj časa se bo počakalo glede teh vlog, zato ker zdaj imamo mi v bistvu v 3 tednih na vseh 20 občinah te predstavitve, ne? Sem jaz še enkrat jaz prekidam. Če hočete čim prej to vlogo nabrati, sem vrtoval se sesti. Ne, hotel sem reči, da nek čas se bo počakalo za vloge, ampak če jih ne bo zdaj veliko prihajalo, se bo še vedno šlo na teren in se bo pač dogovarjalo, tam se bo oglasilo in se bo razložilo in dogovorilo. Če bo 10% vlog dobo zdaj, da bo veliko rešeno. Pa nekaj treba največ jih bote v vlog, pa so glasi nabrali, da je to po podanskem času so v avto sedel po 3 uri in greste. Tudi mi podizalci v bistvu za nas hodijo samo na teren in se dogovarjajo z lastniki o poteku praksu. Kaj drugače bo predoktora? Ja, ne vem, se imamo tako prakso že dolgo časa. Ja. Ampak te vloge so v bistvu samo te uvodne, tako da imamo mi vsaj kakšne kontaktne podatke, ker pa naprimer mi dobimo od vas vlogo, pa imamo vašo telefonsko in vas lahko vprašamo za kakšnega soseda po številko, da se potem lažje, da pridemo v stik z njim, pa se dogovorimo. Ker se lahko se... Čas se te vrtutke vključene več? Je Bela Lisa, ampak ni predvidna trasa, 100krat pa najlažje. Že ni stavim, da bo prebavlišče? Ne, je Bela Lisa.
Je bila lisa, samo se bo na terenu dogovorilo, kje bo šla ta cesto, ki se ne bo možno držati samo občinske parcele, ker so zamiki katastra in se bo sprot z lastniki dogovarjali, kje bi pustili v bistvu, da gre. Je pa prej... Pa dejansko risano, samo je urisano dejansko samo dokle naprej pa ne. Ja, to je pa cesta. Se pravi, ta del je občinska, ne? Radniče je zdaj pa ta novo. Ne, ni uradno več, ne? Občina ne ure več. Ampak se tako, če pa kjerkoli lastniki, da bo povedali, da če dovolijo, bomo pa iskali druge možnosti, ali ob tej cesti, pa če tega ne bo dovolilo, se bo pač probalo še iz druge strani priti, da se pač pokrivajo za naslove. Kam? On se bo pa dogovorilo, če bo tako, da se pride iz zadnje strani, se bo naredil v bistvu prekop, če je star asfalt, če nov asfalt, se bo naredil podboj in se bo šlo po zadnji strani, če te pa rekel spredi, se bo naredil podboj tle čez, zato ni točen objekt zarisan. No se je, tako da... Možnost podboj narediti, ko lahko zvrtal, da je to blihke. Ja, no se je zato, ker... Še pa lih tle ko bomo kontaktirali, pač povete, da se naredi tle podboj, pa se gre po tej strani in se bo tako naredilo, da se bo trasa spremenila. Torej, v bistvu, da se podboj naredi tukaj in pa še vaši. Tukaj je razni rok, tle je 4 metra skoro. Živa skala, kako za nam stran laže kopa. Prijem je, kaj je laže rok. Ja, razumem. Da bi šel na spodno stran, Tle je od vode... Kaj je značajno, tle je kakšen vodovod ali pa elektrika moče po tej postavi? Se voda še vidimo. Ne, se zato vprašam, ker... Voda sem vidimo, kar z dosta padeš. Torej, v bistvu bi se splačali že po tej strani. Kaj bojo pa vodovod na visino, da bojo pa zaračunali? Po tej strani. Se vsakem pa bomo za objektne pogoje spremenili, ampak vi se boste pa isto dogovorili z njimi na terenu, da se bo pač že prej podboj delal. Jaz bo tudi že prej spremenil trasa. Ker tle se že voda zbira in je komplet se vese tle dol, da tle dol spalane. Od spodja. Ja, razumem. Ja, no sej, kar ni teh cevi pa tega urisanih v gospodarski te javni infrastrukturi, ne, pač ne moramo vedeti. Zdaj, kar je urisano, se sprot izogibamo sprotno. Tle noter je jašek, ne? In od tega jaška naprej se... Po tleh v cestu kopam pa... Sem si slikal, da mi s pomenom tako ne šlo pomestiti. Mene pa zanima Petkovc. Mene pa Petkovc zanima. Petkovc 37 napište. Tu je na naši trasi. A ne, v bistvu, da vidim, kako je risana, kje je delavnica, kje sem jaz. Se pravi, tukaj centrala je pa tle Petkovec 2, ne? Telefonska centrala, do katere je optika. Torej Telekomovo. Optika pride tokrat, kaj je bil žled, pred 10-11 leti smo zakopali, so obrtniki sforsirali, da se je visoko napetostni vod, pa on, kaj je kopal, je rekel, da ima še Telekomove cevi in so potem nam postavili centralo, tukaj je centrala. Ja. In od tukaj imamo zdaj vsi pozemelj okoli že potegnjen. Sicer tule pozemelj je bilo prej z te strani pred 20 leti narejen. Tu je pa pred 10 leti, je pa tukaj, pa je potem še kledol, pa tele hor na Petkovci, zdaj na nov je pozemelj potegnjen. Tukaj so 4 hiše, kle jih je 5, kledol so 3 hiše, kle imajo tudi pozemelj, pa je pa še kle dol je malo deli, se pravi, kle dol je ena hiša, v bistvu so pa malo bolj razprošene. V bistvu tle so Telekomove cevi obstoječe že pravko.
A ne, zdaj tam, kjer je obstoj. Ne, sej, tako kot sem rekel, mi se v bistvu se s Telekomom se dogovarja, da bi se odkupilo cevi, ki jih oni nimajo v namen pokoristiti, ampak moramo pa še vedno projektirati, kot da pač tega odkupa cevi ne bo, ker ne moramo pač se zanašati samo na to, ne. Moramo še vedno planirati, kot da bomo mogli se sami skupati. Če se bo pa odkupil cevi, kar bi bilo smiselno, ampak to pač ni od mene odvisno, ne, se bo potem pa trasa to prilagodilo, da se zajame obstoječi cevi in se po obstoječih ceveh Kako bomo rekel, od Telekomove centrale gre kabel okoli, lepo po teh 5 centimetrih ceveh in v moji kurilnici je razdelilna omarica. Se pravi, do mene pride tam in jaz bi tisto optično napravo tam postavil, pa kabel po hiš razporedil. Ja, ne, sej razumem, tako kot sem rekel, pač dogovarja se vse možnosti, ne samo Telekomu, ampak tudi kakršnekoli obstoječe občinske cevi se dogovarjamo, da se jih izkoristi. Zdaj v občini Logatec sicer občinskih cevi ni veliko, tako po nekaterih drugih občinah, ampak se pa vse možnosti, kar je obstoječih cevi, da so za najem, za odkup, za... A ne, tlele, kaj je pa Petkovc recimo 28, to je mičken, ki je čez, a ne, imajo telefonije še zmeraj po luftu, čeprav imajo žice Petkovc 28, se pravi... Oni sicer nimajo centrale, ampak je tudi tukaj po zemelj od Telekomove centrale od ene ali do druge v zemelj že potegnjen do razdelilne omarice, ki je na temlem samičkem, da vidim, da se malo znajdem. Ki je? Tule je 28, a ne? Tukaj je Telekomova omarica, a ne? Do tukaj pride pozemelj in tukaj so že takrat, ko se je pred 10, bil žled. Ja, se to ste pa prej govorili, da so tle že vse posod položene cevi. A ne, in so tle koholi že položene cevi, čeprav ni noter zdaj nič za Telekomove, ker elektro so dali pozemelj, Telekoma pa niso dali. Ja, razumem. Ampak zdaj kako je? Cevi so bile takrat položene, a so vse polne, a bo treba pogledati, kako bo šlo skozi. Itak so dajali dvojno cev. Tam ne vem, kako le pri nas je bilo, kaj je bilo prej, pred 20 leti je enojna cev, a ne? Ja, da takrat, ko se je elektrika, takrat so dvojne cevi dajali zraven. Aha. Takrat so dvojne cevi, zdaj pa tako, da je lahko še Telekom in tiste cevi. V bistvu zato, ki smo predvideli samo prekop in tale jašek in potem se bo najprej z vsemi lastniki dogovorilo, preden se bo karkoli stalo. Se pravi, pride pa tle ob Zanici, ali bo tle lesko? V bistvu, tako ne pokažem, iz spodne strani pride. Potem se pa gor nadaljuje še naprej. Tega dej mi malo nazaj poveči. Se pravi, a pride tukaj ali tle? Iz spodne strani pride glava. Tle hor. Iz spodnje. Ne, to je od vrha, ko dol. Ne, višji. Ja, jaz pravim iz juga. Tako. Jaz govorim tu. Ja, tu tle ob glavni cest se bo dal. Pa tle čez ceste bo naprej tle za Lavroc, tle pa za... Zato, ki se bo pa najprej z vsemi dogovorilo, da bo pač vsem ustrezala trasa, ne? Se lahko predvidimo, ampak na koncu koncu... Da čim več bajt pokriješ, čim manj metri. Do vsake posebej. Veš kaj, še Petkovc 46, a ne, ker tam je od 45, ko dole gre, je pa zdaj mislim, da je po zraku. Mimo pa, pač mimo, da bo čim več po... Petkovc 46. Zdaj do njega je predvidno, jaz sem Jašek je tukaj in tukaj se bo še cel do njega po... Od kje bi prišel k njemu? Čez krivico dal so risali. Ja, a ne, v bistvu do Petkovca 43, 44, 45 tam je, zdaj po zemlji, a ne, in tam gre, pri 45 gre na štanga pa dol, a ne, in zdaj ali bo šlo čez krivico okoli, ali imajo pa klejeno pot, po kateri so pa že en drug vod vlekel, kaj je bilo pa stara pot, a ne. Razumem, v bistvu tlele po tej poti, videvam. Ja, kaj je bistveno bližje.
Ja, Pa dobro, ni- mi v bistvu imamo še vedno te naslove za pokriti, v vsakem primeru gre naša trasa naprej, tako da ali gremo iz spodnje strani ali pa iz zgornje. Čakaj, se pravi, smo pa drugač. Čakaj, tu je, ne, to je Prgrančič. Zdaj so, napeljava je kle gor čez. Je bila voda pa elektrika, tako da tukaj je po moje kakšna cev noter uporabna. A ne, in je ni treba od Rupe gor, ampak od tukaj kje, ne? Ja, tu mora pa taka, ki je na terenu v pogled. No, sej, ti pa šitak dobil v pogled, ko ima Telekom že cevi, pa če ima kaj frej. Verjetno. A ne, ker tle dole ne 4 hiše so dole, 4, 5 številk je, ki bi imeli